Jaka, kakšna tekma? Kaj lahko poveste? Sam, da sem res zelo ponosen na vse skupaj, na celo ekipo, kako smo odigrali. Tudi današnjo tekmo mislim, da je dal vsak od prvega do zadnjega svoje 100% in smo tekmo pripeljali do 11 metrov, ki pa vemo, da odloča tudi malo sreče na koncu, ampak ja, branil je 3 na koncu in ja, ampak moramo biti ponosni sami nas. Zadovoljni sicer nismo danes, normalno, da bi radi zmagali to tako tekmo, ampak ja, se bomo še vrnili, sem prepričan na take turnirje. Če potegnemo črto pod cel Euro, 4 tekme v igralnem delu, pravzaprav brez poraza, na koncu so odločile res te 11 metrov. Ja, vsakaka zmaga bi tudi bila na koncu, ko pogledamo, ampak ja, mislim, da moramo biti zadovoljni in ponosni na res na vse skupaj, ker smo res dokazali, da lahko igramo z najboljšimi reprezentancami in sem prepričan, da se bomo še vrnili na velike odre. Adam, kakšen večer, kakšna tekma, na koncu se ni sicer išlo vse po vaših željah, ampak najbrž ste lahko ponosni na to, kar ste pokazali proti enemu izmed favoritov na tem prvenstvu. Ja, en lep večer za slovenski nogomet. Videli smo eno dobro tekmo. Videli smo eno Slovenijo, ki je bila konkurenčna Portugalski, ki je imela v 115 minuti v bistvu zicer za napredovanje v naslednji krog tekmovanja. Žal nam to ni uspelo, ampak nič za to. Jaz sem ponosen na to ekipo in kot sem že rekel prej, jaz mislim, da bo ta ekipa zelo kmalu znova spet na velikem tekmovanju in da bomo vse te trenutke podoživljali znova in znova. Kaj se je zgodilo pravzaprav ob 11 metrovkah? Nažalost, nobena ni šla v mrežo. Ja, to je enostavno nogomet, včasih ne gre. Portugalci so bili mogoče malo bolj koncentrirani na teh penalih, ampak nič za to. Kljub temu jaz sem zelo ponosen, kot sem že rekel prej, na vse svoje soigralce. Res smo naredili en velik uspeh, ne samo za nas, tudi za cel slovenski šport in ja, kot sem rekel, ta ekipa je res nekaj posebnega in jaz mislim, da bomo kmalu nazaj v takih situacijah.